Noč po vaše argumente je zavrnil kot neutemeljene argumente brez osnove. Ja, dejstvo je, da bomo v Slovenski ljudski stranki seveda podprli to interpelacijo iz preprostega razloga. Minister Omerzel si je po vseh teh aferah, ki ste jih nenazadnje odkrili tudi vi mediji, si je pravzaprav zapravil vso verodostojnost in kredibilnost, tako v vladi kot tudi pri ljudeh. Dejstvo je, da to, kar izhaja iz njegovega odgovora glede očitkov, da pravzaprav ne loči med javnim in zasebnim, to je eno. Potem njegove odločitve so žal, imajo žal prizvok koruptivnih dejanj, ne obvlada zakonodaje in pa seveda tisto, kar je za nas najhujše, ne obvlada svojega resorja, ne obvlada svojega zelo zahtevnega resorja, to je Ministrstva za promet. In tisto, kar mu v Slovenski ljudski stranki najbolj zamerimo, je to, da je v rebalansu proračuna za leto 2014 prav na njegovem resorju poniknilo 60 milijonov evrov sredstev. In zato mi v tem trenutku lahko jasno pokažemo ljudem, kdo je tisti človek, zaradi katerega ljudje danes čakajo v kolonah, zamujajo v službe in nenazadnje trpi tudi slovensko gospodarstvo. Kam nas bo pripeljal tak minister? Ne vem, ravno zaradi tega smo ga seveda tudi ob tej interpelaciji prosili naj vendarle odstopi, ker takšna njegova pot, takšno njegovo ravnanje pač ne vodi nikamor. Vendarle, če se je na začetku zdelo, da koalicija ni tako enotna, da so ga ni podporil, pa so zdaj strnili vrste, kaj pravite, koalicija interesov? Ja, to so pač koalicijske računice. Po eni strani jih seveda razumem, po drugi strani pa predvsem tiste, ki so vse skozi opozarjali na ničelno toleranco, kar nekaj takih je s predsednico vlade na čelu, pa me seveda navdaja z tem, z sumom, da je seveda njihovo razmišljanje povsem dvolično. Hvala.